Najlepša hvala najprej za povabilo, da lahko sodelujem na tem odličnem izobraževanju. Zdi se mi izjemno pomembno, da je prišlo do te ideje, da se praktično lotimo problema od rojstva naprej, ker v družinskih ambulantah imamo namreč še vedno ambulante, zlasti v ruralnem okolju, kjer ni pediatrov in kjer so družinski zdravniki tudi izbrani osebni zdravniki otrokom in mladostnikom, pa tudi tja do 19. leta, in je prav, da se določene novosti oziroma informacije, da se z njimi seznanimo tudi mi. Zdaj je pa moja naloga oziroma naslov mojega predavanja naslavljanje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni pri odraslih v referenčnih ambulantah v Sloveniji, zbiranje podatkov, analiza in načrti za ukrepanje. Mi lahko rečem, da smo v ambulantah družinske medicine v preteklih 20 letih na področju preventive odraslih naredili kar zelo veliko, oddelali veliko dobrega dela, podprti seveda z vsemi smernicami, evropskimi smernicami, pa tudi priporočili naših kolegov iz terciarnega nivoja. Preventiva odraslih se je začela v Sloveniji izvajati sistematično, organizirano že leta 2002. Gre za univerzalno dostopnost. Vemo, da je ta preventiva bila v celoti in je še financirana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se pravi vsaka odrasla oseba, ki ima osnovno zdravstveno zavarovanje, ima pravico do takšnega preventivnega pregleda, ki jih pa seveda odlikuje timski pristop in pa nemedikamentozno orientiran pristop. Ciljna populacija v tem obdobju nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni so bili moški od 35 do 65 leta starosti in pa ženske od 45 do 70 leta starosti. Program pa je bil usmerjen v odkrivanje in obravnavo oseb z dejavniki tveganja in ogroženih za srčno-žilne bolezni ter v preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Izvajal se je v ambulantah družinske medicine, kjer smo ga izvajali zdravniki, specialisti družinske medicine in pa v tako imenovanih zdravstveno-vzgojnih centrih. Po opravljenem preventivnem pregledu, torej po izvedbi tega pregleda in oceni srčno-žilne ogroženosti, smo dejavnike tveganja in pa srčno-žilno ogroženost posredovali te podatke v register oseb, ki jih ogrožajo srčno-žilne bolezni, in pa potem tudi napotovali bolnike v tako imenovane zdravstveno-vzgojne centre, kjer je bila vzpostavljena nacionalna mreža, vzpostavljenih bilo 61 takšnih zdravstveno-vzgojnih centrov, pretežno v večjih zdravstvenih domovih. Zdravstveno-vzgojno delo se je izvajalo v obliki zdravstveno-vzgojnih predavanj, delavnic, individualnih svetovanj in pa izvajala se pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga, kar se v bistvu ohranja še danes. V okviru tega programa, zdaj če se majčkeno ozremo na določenih dejavnikov tveganja, smo določali celokupni holesterol, se pravi ne celotnega lipidograma, ampak celokupni holesterol. Vključeni so bili, kot sem že omenila, ciljna populacija v določenem starostnem obdobju, potem vsi z družinsko obremenjenostjo za bolezni srca in žilja, družinsko hiperholesterolemijo in pa vsi s sladkorno boleznijo, medtem ko so v programirano zdravstveno-vzgojno delo bili vključeni vsi z 10-letnim srčno-žilnim tveganjem več kot 20%, kadilci, debeli, hipertoniki, sladkorni bolniki in pa tvegani pivci. Zdaj, če pogledamo podatke, mi smo v bistvu v tem 10-letnem obdobju zajeli v registru podatke za več kot 400.000 oseb in celokupnega holesterola, več kot 5 milimolov na liter, je imelo več kot 65% udeleženih v teh programih. Srčno-žilna ogroženost visoka, več kot 20%, pa je bila prisotna pri 22% pregledovane populacije. No, in po letu 2011 pa smo v bistvu zaključili 10-letno obdobje izvajanja preventivnih programov srčno-žilnih bolezni
in pričeli izvajati tako imenovan program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni, ki se v naših ambulantah izvaja, se je začel kot projekt tako imenovanih referenčnih ambulant. V okviru teh referenčnih ambulant se je izvajalo torej integrirano preprečevanje in obravnava kronično nenalezljivih bolezni. Vse to pa se je preneslo zdaj od zdravnika družinske medicine na diplomirano medicinsko sestro, ki pa seveda tesno sodeluje z izbranim zdravnikom. Preventivno zdravstveno varstvo odraslih se je razširilo, in sicer s področja srčno-žilnih bolezni še na nekatere preostale kronične nenalezljive bolezni, kot so KBB, depresija, sladkorna bolezen tipa 2, potem osteoporoza. Projekt referenčnih ambulant se je zaključil 31. decembra 2018 in s 1. januarjem 2019 je ponovno prevzet naziv za vse ambulante družinske medicine. In namen teh referenčnih ambulant, v angleščini smo jih imenovali model practice, pa je bil izboljšati kakovost dela v naših ambulantah tako, da bi poslej delovale podobno kot ostale ambulante na osnovni ravni, torej na dispanzerski način, kot je dobro znan bil ta način dela tudi v ambulantah za varstvo otrok in mladine, in pa z aktivnim pristopom k promociji zdravja, s presejanjem za najbolj aktualne zdravstvene probleme odrasle populacije in sistematičnim vodenjem ter spremljanjem najpogostejših kroničnih bolezni in pa z individualno ali skupinsko zdravstveno vzgojo. No, in ta namen se je v standardu splošne ambulante obstoječemu timu, torej zdravniku in srednji medicinski sestri, za polovico delovnega časa pridružila še diplomirana medicinska sestra. In seveda se je s tem povečal tudi obseg sredstev za potrebe razširjene laboratorijske diagnostike, za načrtovano presejanje zdrave populacije in za spremljanje kroničnih bolezni v skladu s smernicami in protokoli obravnave. To je, bom rekla, zelo pomembno poudariti, to je dodana vrednost, ta sredstva za laboratorij, tako da zdaj lahko resnično spremljamo paciente po smernicah in določamo vrednosti, recimo, če smo zdaj pri dislipidemijah, bolj pogosto, kot smo jih kdajkoli pred tem obdobjem, ker teh sredstev nismo imeli na razpolago. Torej, zdaj v diplomirane medicinske sestre so z dodatnim znanjem in dodatnim usposabljanjem so ustrezno opremljene z znanjem za izvajanje vseh teh naštetih nalog. Izobraževali smo jih v okviru modularnega izobraževanja, za vsako področje so bili izdelani posebni protokoli, smernice, algoritmi v skladu s temi protokoli. Ti protokoli so nastali, bom rekla, v sodelovanju s strokovnjaki družinske medicine, sekundarnega, terciarnega nivoja in tudi zdravstvene nege, in v teh modulih pridobivajo diplomirane medicinske sestre tako imenovana dodatna znanja, da so usposobljene samostojno in opravljati delo v teh ambulantah in za to delo tudi odgovarjajo. Za vrednotenje dela v teh ambulantah so bili uvedeni tudi kazalci kakovosti, to so kazalci pogojev, procesa in pa izida. Kazalci pogojev opisujejo pogoje za delo, kazalci procesa delovni proces in kazalci izida rezultate delovnega procesa. Z letom 2015 se je uvedlo tudi elektronsko beleženje kazalcev in pa enotna elektronska baza, z letom 2018 pa prenova kazalcev kakovosti. Mi smo prej imeli okrog 36 kazalcev kakovosti, zdaj je teh kazalcev kakovosti 29. Torej, glavni cilj programa: zmanjšanje zgodnje umrljivosti, obolevnosti ter invalidnosti zaradi najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, s katerimi se srečujemo v ambulantah, to so bolezni srca in žilja, raka, sladkorna bolezen tipa 2, KOPB, hipertenzija, debelost, depresija, osteoporoza, zmanjšanje razširjenosti vedenjskih in bioloških dejavnikov tveganja, telesna nedejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor ter izboljšanje duševnega zdravja, torej spoprijemanje s stresom in depresijo v populaciji. Posebej pomembno je seveda poudariti tudi, da
je veliko napora vloženega tudi v opolnomočenje posameznikov pri skrbi za lastno zdravje, na kar se mi zdi, da čedalje bolj pogosto pozabljamo in večino vseh obremenitev in nalog nalagamo na lastna ramena. Torej, diplomirana medicinska sestra povsem samostojno opravi preventivni pregled, vse bolnike z visoko ogroženostjo, zelo izraženimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, sumom na že prisotno bolezen pa usmeri v obravnavo k zdravniku družinske medicine. Če pogledamo še faze, najprej uvodni pregled, kjer bolniku predstavi samo vsebino preventivnega pregleda, bolnik sam oceni svoje zdravstveno stanje in pa seveda je potrebno pridobiti tudi soglasje za izvedbo tega pregleda. V drugi fazi s pomočjo vprašalnikov pridobi dodatne podatke o dejavnikih tveganja in kroničnih nenalezljivih bolezni in potem po vsebinah protokolov izvede antropometrične meritve, izmeri krvni tlak, izvede spirometrijo, če je indicirana in izvedljiva, in pa pridobi dodatne laboratorijske izvide. V okviru tega preventivnega pregleda opravi laboratorijske izvide, in sicer krvni sladkorni test ter lipidogram v celoti s trigliceridi, LDL in HDL holesterolom. Opravimo tudi OGTT test, če je ta indiciran in če je v skladu s protokolom. Torej, v tretji fazi gre za ocenjevanje tveganja ogroženosti za kronične nenalezljive bolezni, torej teh vprašalnikov je precej, diplomirana medicinska sestra ima z enim pacientom zelo veliko dela in na koncu tega pregleda pač se odloči glede na ogroženost, ali bolnik potrebuje pregled pri zdravniku družinske medicine oziroma pregled opravi do konca sama. In seveda pri vsem tem izjemno pomembno tudi njena edukativna vloga oziroma zdravstveno vzgojno svetovanje. Kdo zdaj pride pa k zdravniku, se pravi, najprej smo bili prepričani, da bo dela manj, zdaj vidimo, da ga je več, ker pač če preseješ, potem tudi najdeš več primerov bolnikov in tako so k zdravniku družinske medicine napoteni vsi, ki so zelo ogroženi za nastanek srčno-žilne bolezni in pa vseh drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. K zdravniku pa napoti tudi vse tiste, ki imajo zaraženo katero izmed kroničnih nenalezljivih bolezni, prav tako pa se mora pri mejnih ugotovitvah absolutno posvetovati z zdravnikom. Če gre za zdravo osebo, jo ponovno povabi na preventivni pregled čez 5 let, če pa najde osebo z dejavniki tveganja, ogroženo za katerokoli od kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma s prisotno boleznijo, pa povabi čez 1 leto oziroma po potrebi, po dogovoru, lahko tudi drugače oziroma prej. V to integrirano preventivo odraslih so zdaj vključeni vsi odrasli od 30. leta naprej. Torej, naše delo v ambulantah družinske medicine temelji na celoviti obravnavi bolnikov, ki so v skladu s protokoli izvajanja celovite integrirane preventive odraslih in pa vodenja kroničnih bolnikov, doseganju kazalnikov kakovosti in pa seveda optimalni rabi laboratorijskih izvidov, pa tudi, da se čim več storitev in posegov opravi na primarni ravni ter se tako razbremeni sekundarni nivo. Zdaj, če pogledamo vključevanje posameznih ambulant v okviru projekta referenčnih ambulant, vidimo, da smo začeli leta 2011 s 60 ambulantami in pa konec leta 2020 je bilo takšnih ambulant 913, aktivnih pa je še 867 ambulant. V teh ambulantah je registriranih 1 400 000 in še nekaj pacientov. In zdaj, če samo nekaj teh rezultatov, ki jih pridobivamo v projektni pisarni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prikažem, nimam posebej podatkov za zvišan holesterol oziroma zvišan LDL holesterol, imamo pa podatke o tem, koliko je povprečje
kroničnih bolnikov na eno ambulanto družinske medicine iz registra recimo koronarnih bolezni. Vidimo, da je teh v povprečju na ambulanto 44 oziroma skoraj 45 in da se število teh na ambulanto razlikuje po posameznih regijah. Če gledamo recimo Celje 38 v povprečju, medtem ko v Kopru skoraj da 60, pa enako tudi v Krškem. Potem imamo podatke za kronične, za arterijsko hipertenzijo, vidimo, da je teh v povprečju 368 na eno ambulanto in pa za sladkorno v povprečju 112 na eno ambulanto družinske medicine. Zdaj, če gledamo starostno standardizirano stopnjo umrljivosti zaradi bolezni obtočil po spolu, lahko ugotavljamo, da je v bistvu se umrljivost zaradi teh bolezni v slovenskem prostoru zmanjšuje. In če imamo tu podatke od leta 2008 pa do leta 2020, vidimo, da je ta padec pomemben tako za moške kot tudi za ženske. Vemo tudi, da pri moških umrljivost zaradi bolezni srca in žilja ni več na prvem mestu, da smo bili tukaj zelo uspešni, da pri moških umirajo zaradi neoplazm. Znani so nam podatki o tem, da smo v zadnjih 20 letih za 50% zmanjšali umrljivost zaradi bolezni srca in žilja, na leto prihranili okrog 600 do 700 življenj na račun preventivnih aktivnosti. Vemo tudi, da se povprečna življenjska doba podaljšuje, da ženske živijo, če pogledamo podatke iz leta 2019, 84 let pa pol, moški 78, in da se bo ta pričakovana življenjska doba še podaljševala, tako da smo učinkoviti. Pa če še tukaj predstavim podatke v raziskavi Petek Šterove, in sicer to je bila raziskava, ki so obravnavali bolnike z arterijsko hipertenzijo v ambulantah družinske medicine, ocena stanja po uvedbi referenčnih ambulant, objavljena v zadnjem Zdravstvenem vestniku. V tej raziskavi je bilo vključenih 1060 bolnikov, opazovali so jih 6 mesecev, in sicer v 158 ambulantah družinske medicine v Sloveniji. Kot sem rekla, vključenih 1060 bolnikov, povprečna starost 58,6, plus minus 12,1, povprečna vrednost sistoličnega krvnega tlaka ob vstopu je bila 165,2, diastoličnega 96,2 in raziskavo je zaključilo 87,6% bolnika, ciljni krvni tlak pa je doseglo 63,3% bolnikov, kar lahko rečemo, da je v bistvu so intervencije zelo uspešne in učinkovite. No, in če zdaj pogledamo podatek o registrirani dislipidemiji pri teh 1060 bolnikov v 158 ambulantah družinske medicine, vidimo, da je razširjenost bila 47,7%, debelosti več kot 35, sladkorne bolezni okrog 13, družinsko anamneza zgodnje srčne žilne bolezni 22%, kadilo jih je nekaj čez 21, prisotnost srčno-žilne bolezni pa je imelo 6,4%. Zdaj, naši bolniki so z uvedbo ambulant družinske medicine na podlagi tako imenovane referenčne ambulante z vključitvijo diplomirane medicinske sestre zelo zadovoljni. Na začetku so bili še majčkeno skeptični, kot lahko vidite, so v bistvu dobra polovička ocenila delo diplomirane medicinske sestre z odlično, sedaj pa je to stanje še povečano in tudi stabilno. Zdaj, če zaključim, lahko rečemo, da v bistvu imamo praktično v slovenskem prostoru ogromno zagotovljenih pozicij za uspešno izvajanje preventive, presejanje, torej imamo dostopnost do preventivnih programov praktično vsi, dostop do laboratorijskih preiskav imamo zdaj z dodatnim financiranjem zagotovljeno, imamo dostop do vseh sodobnih zdravil, imamo smernice in priporočila, ki bo potrebno seveda še tudi sproti posodabljati, s tem, da je potrebno v implementacijo smernic in pa v posodabljanje vključevati seveda vse vpletene. Kar je pa slabo, pa nimamo zelo dobrega sodelovanja pacientov pri zdravljenju, kar se tiče adherence, pa tudi nimamo še
sistematičnega zajemanja in pa analize zbranih podatkov, vendar pa po zadnjih informacijah se to pripravlja, tako da bomo tudi te podatke zbirali, in sicer z izboljšanim tem informacijskim sistemom oziroma zbirali podatke na področju preventivnega zdravstvenega varstva odraslih, v dejavnosti družinske medicine, v sistemu tako imenovanega spremljanja izven bolnišničnih obravnav, kar ne bi bilo v bistvu že dostopno v naslednjem letu, če informacije držijo. Torej, potrebno dislipidemije obravnavati, kot vemo, čim prej, vrednosti bojo čim nižje, trajanje čim dlje, adherenca pa bog daj, da bi bila dobra, če se lahko izražam v nekem slovenskem žargonu. To bi bilo vse, hvala lepa.